no vse nekaj ste že slišali. Danes začenjamo s prvim pogovorom okrog kvizo Drama Festivala. Drama Festival je letos prvič, ampak smo pripričani, da se bomo srečevali vsako leto. In radi bi pravzaprav malo potovali po svetu, tako da bi vsako leto se dotaknili ene tuje dramatike. In letos smo šli kar daleč, začenjamo z Japonsko in kot je že ravnatelj povedal, so se vsi današnji gosti že nekako srečali z japonsko dramatiko na svojo pot. Jaz mislim, da posebej jih sploh ne rabim verjetno predstavljati, pa vendarle. Pogovor bo vodila gospa Kuruini, ki mislim, da že dvakrat dramaturginja pri japonskih uprizoritvah. Z nami sta režiserja Jernej Lorenci in Megan Kočevar, prevajalec iz japonščine Istok Ilc in pa profesorica japonskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki prihaja z Japonske, Nagisa Moritori. Tako da, kot se pa že slišali, žal režiserke Koležnikove ni z nami, ampak jaz mislim, da bo vendarle, že ste uspeli izbrati dovolj idej, da bo pogovor lepo sledil. Tako da, jaz bom kar prepustila zdaj besedo vam. Ja, seveda gostom. Hvala lepa. Tudi jaz vas zelo lepo pozdravljam. To je pravzaprav nenavadno, da sta se v tej sezoni zgodili dve uprizoritvi japonskih besedil v slovenskem gledališču. Ne mara se tako na prvi pogled ne zdi toliko nenavadno, ampak je zaradi tega, ker je japonska dramatika v slovenskem gledališču, kot v resnici tudi v evropskem nasploh, relativno skromno prisotna. Pravzaprav je povsod po Evropi, tako tudi pri nas, se še največ uprizarjajo besedila Yukija Mishime in v resnici tudi v Sloveniji je bila japonska dramatika v pretežni meri prisotna prek njegovih besedil. No, letos se je zgodilo, da je Mateja Koležnik pravzaprav režirala dve uprizoritvi po japonskih avtorjih in sicer v slovenskem tržaškem gledališču njegove, se pravi Mishimove no-drame, moderne no-drame, v ljubljanski drami pa besedilo Prijatelji Kobo Abeja. Moram vsake toliko malo priviriti pri kolegi, ki bolje obvladujejo ta imena. Žal, no, res, da Mateja danes ni z nami. Ona je pravzaprav tudi režiserka, ki je sploh prva v Sloveniji režirala spet Mishimo in sicer dramo Markiza de Sade. Ona je sicer uprizorila pod naslovom Mishima in to leta 90 oziroma 91 v mariborskem gledališču. Ta drama je bila pozneje uprizorjena tudi v celjskem gledališču in sicer v režiji Dušana Mlakarja. In pa tukajle, v mali drami, jo je režiral Ivica Buljan, takrat je tudi Istok Ilc, mislim, da prvič prevajal za gledališče. Ker večinoma se te igre prevajajo, pravzaprav doslej so se prevajale iz evropskih jezikov. Tako da mi smo letos, na primer v Trstu, tudi te no-drame uprizorili v prevodu, ki je bil narejen po francoskem prevodu Marguerite Yourcenar. No, da ne bi preveč okrog tega. Poleg Mishime in že omenjenega Kobo Abeja, pravzaprav v Sloveniji so bile v slovenskem gledališču prisotne samo še neke druge, to pa ne Mishimove, ampak originalne, tradicionalne no-drame oziroma besedila tradicionalnih no-dram, ki jih je uprizoril Jernej Lorenci pod naslovom Veter v vejah. In se opravičujem. In sicer v mariborskem gledališču. No, ampak z nami je Meta Kočevar, ki je pravzaprav no-drame oziroma Mishimovo adaptacijo tradicionalnih no-dram in sicer eno izmed njih tudi uprizorila v mali drami oziroma v koprodukciji z Dunajskim gledališčem Wiener Festwochen, a ni tako? In bi najprej tebe, če dovoliš, vprašala, Meta, jaz, ko sem prvič gledala te Mishimove
moderne drame je bilo enkrat davno v Franciji. Neizmerno so mi bila všeč ta besedila, ki so bile sicer uprizorjene v neki maniri, ki je bolj kot neko dekoracijo uporabljala nek, kako bi rekla, japonski imidž ali kaj. Se mi pa takrat zdelo in celo letos, ko smo to delali v Trstu, se mi je v izhodišču zdelo, da se to pač bere kot en zelo lep dramski tekst, ki ga ni nujno brati ravno skozi japonsko tradicijo, čeprav je jasno, da je v tekst sam upisana neka tradicija, ki je nam zelo tuja. In to je en fenomen pač uprizarjanja japonske dramatike, da je to nekaj, kar je od nas zelo, zelo oddaljeno. Kako si ti to brala? Kako si se sploh srečala s tem tekstom? Ja, začetek je tak, da sem v 80-ih letih je Javorškova to po Jusenarovi prevedla, teh 5 dram. In nekako sem jaz naletela na teh 5 tekstov, kratkih. Dejstvo je pa bilo, da sem v tistem času bila vabljena na Wienerfest Wochen, da za njih delam predstavo. In najprej sem delala eno 94. Antigono, potem 95. Ibsna, oziroma variacijo na Divjo Račko, Familien album. Potem so pa nekako, je bila pa, zmeri so dali temo, recimo pri Antigoni je bila tema Exil, pri Divji Rački je bila tema družina, zato sem se odločila za ta družinski album, adaptirala Ibsna. Tu je bila pa tema ambient, pravzaprav, da se ne dela v gledališču. In sem imela na razpolago eno ogromno, izjemno veliko, lepo secesijsko stanovanje v sred Dunaja, da bi tam to uprizorili. In glede na, moram reči, na prostor in na željo njihovo, da je predstava, oni so najprej hoteli seveda, da je to v nemščini, ampak sem potem kombinirala, da je bila nemško-slovenska, to se pravi, da sta tam dve ženski vlogi. Sem se potem spomnila na Mišimo in predvsem, zakaj je meni Mišima bil tako blizu in je še vedno, zaradi tega, ker nekako je avtor, ki izjemno dobro zna definirati čustva in zna definirati ženske odnose, žensko. To je tako, jaz ga imam nekako v predalu skupaj pod narekovaju feminista. Tu so od Euripida pa Ibsna, pa še Ligerudija, ki je edini, mislim, od Slovencev, to nekako dobro obvlada, in pa Mišimo. In pri Mišimi, ko sem te drame brala, sem se odločila za dramo Hanjo, to je 5. od teh, zaradi tega, ker govori, ker odpira temo čakanja. In sicer v kratko, v 2 stavkih je vsebina taka, da Džitsuko, to je slikarka srednjih let, enkrat pobere nekako skoraj na cesti eno gejšo, Hanako, ki stalno sedi na postaji, ima v roki pahljačo, ki jo je dal nekdo, s katerim je bila zaljubljena, oziroma sta imela veliko ljubezen in ga čaka. In potem jo ona odkupi in jo ima pri sebi. In ta dekle, to je bila podobna, Hanako, mlado dekle, medtem ko je slikarka, je bila pa Marija Bil, to je ena zelo znana nemška, oziroma avstrijska, švicarska igralka. To smo na Dunaju delali. V Ljubljani sem potem je to zasedbo smo spremenili in je vlogo Džitsuko vzela, igrala izvrstna Saša Pavček. Igrali smo pa, ker seveda tu ni bilo stanovanja v Ljubljani za dobiti kakšnega velikega. Edino, ki si bila že omenjena, Mateja Kolježnik je rekla, pa dejte pa nas igrati, nimamo kar lahko se stanovanja, ni tako veliko. Da smo to predstavo igrali tu gor, v zgornjem foajeju, s tem velikim okroglim oknom, in smo tam pravzaprav naredili neke vrste dnevno sobo.
medtem, ko smo na Dunaju igrali, pa v nič nismo spremenili. Tako kot je bilo pohištvo, tako kot je vse stalo, tako smo to uprizarjali. Tudi jasno, da smo adaptirali precej. Mojca Krajnc je bila dramaturginja, ki je bila v veliko pomoč, da smo napravili tako, da je pravzaprav moški, ta, ki ga pa čaka, ta dekle, je bil pa Zvone Hribar, Joshua. In seveda ona čaka in je bilo to tako narejeno, da pravzaprav ni teklo kot predstava, bilo je pri dnevni luči oziroma pri luči normalno prižgani, tako kot se pač to dogaja. In ta tema čakanja, kako to dekle vsak dan zjutraj gre na postajo s to svojo pahljačo, ki je bila njegova in čaka, da bo prišel, kako skozi čas čakanja pravzaprav dobiva to čakanje drug smisel. To se pravi, nenadoma je čas pomemben, ne cilj. Ali pa, če bi po Cankarju rekla, pot je važna, ne cilj. In ko na koncu res ta Joshua se prikaže, ker je vmes en članek, v katerem je on spoznal, da je ona tu, se je odkrilo to, da pravzaprav nje več ne zanima, da je to čakanje in ta čas, ta želja, to je pa hrepenenje, če hočete, tako spremenil podobo, tako nadrealno, tako fantazija je preupila, je predelala konkretnost v neko drugo hrepenensko obliko, da enostavno ga ni več hotla in se potem to cikla, potem se to ponavlja, mi smo nekako naredili, da se potem spet to ponavlja, ker ta dekle zmeri prav, jaz čakam, jaz smo zmeri čakala, slikarka pa prav, jaz nobenega ne čakam. In to, kdo koga čaka in zakaj čaka, je neverjetno zanimivo se potem skozi to njun odnos spreminjalo. Kar se seveda tu nimam nič da upraviti v tem smislu tradicije. Imel pa je seveda eno zadevo, ker jaz sem, tam so seveda v konvenciji Noja, so maske in vse to, da sem nekako se dogovorila in je postala ta Kicuko ni bila slikarka, pač pa je bila kiparka, oblikovalka lutk. In je oblikovala lutke in so te lutke dobivale eno neverjetno vlogo, ker so kar naenkrat, ena je postala dekle, druga je postala slikarka in so se te prepleti, kako so one se s tem ubadale, dobile eno zelo zanimivo formo in nekako je čutno nabito, čustveno je bilo zelo nabito. Zdaj, vse, kar je bilo, kar je mogoče tudi blizu Noja, ker če si predstavljate, tisti prostor gor je še manjši od tega, takole je bila publika in tako je bila ena velika miza. In na mizi se je vse dogajalo. In zaradi te bližine in zaradi tega prostora sploh ni bilo te klasične mizanscene, to se pravi, ni bilo klasičnega sprehajanja po prostoru, ampak je izjemno veliko govoril detajl. To se pravi premik, pogled, prst, palc, skratka neka napetost se je tu ustvarjala in moram reči, je bilo zelo zanimivo. Na Dunaju smo to igrali na 5-krat ali 6-krat, potem smo pa tu igrali seveda vedno po predstavi v glavni dvorani, kjer je pač treba bilo tišino zagotoviti. Ampak je kakšno 50-60 ljudi je lahko gledali. Tako, to je pa seveda veliko se, prav ta odnos čustva, kaj je zdaj čakanje, kaj je upanje, kaj je hrepenenje, kaj je realnost, se je tam izjemno, se mi zdi zanimivo dalj razvijati. In to seveda zaradi izjemnega teksta v Mišime. Če vzamete njegove igre, pravzaprav vse so na nek način se ukvarjajo s čustvom, ne z neko realnostjo. Čeprav so pa v resnici postavljene popolnoma v realen prostor, v realen svet, recimo te moderne drame. Moram reči, da je meni bil potem zanimivo, ker pa to je bilo 17 let od tega, dolg časa se nisem s tem nič
ukvarjala s kakšno japonsko zadevo, dokler seveda nisem naletela na literaturo Murakamija, ne, ki je pa seveda iz drugega, to se pravi te njegovi romani, ki najbolj poznate, 1984, oziroma IQ 84, pa Kafka na obali, pa te stvari, ki pa na drug način odpirajo ravno tako to neverjetno dvojnost, to se pravi med čustvom in realnostjo, med fantazijo in realnostjo, kjer fantazija nenadoma postane bolj realna od realnosti same. Mislim, da sem preveč govorila. Hvala. Hvala, Mile. No, saj to verjetno veste, Yukio Mishima je napisal več modernih no-dram, ki so neke vrste niti ne pravzaprav adaptacije klasičnih no-dram, ki jih tako rekoč na novo izpisane tradicionalne no-igre. Tradicionalno no-gledališče je pač oblikovano drugače. Moram priznati, da jaz to malo govorim glede na to, kar sem prebrala po različnih knjigah, ker tega v resnici nikoli nisem videla. In bomo prosili na Giso, da nam mogoče kaj več o tem pove. Mishima je pravzaprav to napisal nekako iz občudovanja do no-iger, ampak nekako zmislil na to, kako bi to bilo mogoče uprizarjati v euroameriškem gledališču, v gledališču tega našega, mislim, da našega tipa, no? In nam jih je nekako približal, verjetno tudi zelo posvojil, ali kaj boš ti morda povedala, ampak še prej bi pa vendarle rada vprašala Jerneja, ki se pa je ukvarjal z uprizarjanjem besedil iz tradicionalnega no-gledališča. Kako si se ti s tem srečal? Kako si sploh prišel na to idejo? To se v Evropi skar nikoli ne dela, ne? Ne, to mi je v bistvu predlagal Vili Ravnjak, ki je bil takrat umetniški vodja v mariborski drami. Ampak je pa res, da pa jaz sem bil, ne, veste, ta srednja šola in tako, in človek se zaljubi, ne, v neke prostore, neke čase, neke tuje prostore in tuje čase. In mene je vodila pot prek klasičnega mahajanskega budizma počasi do japonske in zena in tak, celo neke meditacije, neuspešno, vidite, ne? Sem počel in tako, no skratka, stvari pač v življenju se, hvala Bogu, nekako sestavijo in stvari pripeljala do teh no-iger. In bi začel s citatom enim. Namreč mi bi takrat morali iti na Japonsko, v en tradicionalni no-teatr, to je grad. Vse že bilo zmenjeno, pa je prišel ta tsunami, pa Fukushima, kakorkoli, nismo šli. Je pa prišel ta šef tega teatra v Maribor in sva imela sestanek, vsadka je bil na vaji, gledal predstavo, prej že gledal na videu, ne, pa tako. In pol je rekel ja, da pač hodi po celem svetu in da je že videl ful teh pač uprizarjanj klasične no-drame in da vse predstave, ki jih je gledal, so v nečem kopirale japonski teater, razen našega, da naša ni v ničemer kopirala, da pa je, to je malo hvalisavo zvenelo, ampak ajde, da pa je naša edina ujela duha. Ne? In skratka, jaz sem vedel v štartu, da seveda ta japonska je toliko šarmantna, tako je privlačna, tako je seksi, tako je na nek način na dosegu roke. Ampak, mislim, štartali smo res iz tega, da se zavedamo, da temu ne smemo, ne moramo in da nočemo konkurirati na noben dobesedno molen način. Če tradicija Evrope, vsaj od renesanse dalje, temelji na izumu, na novomu, skratka, to, kar ima vrednost samo potem, kolikor je novo. Je no-teater na nasprotnem bregu. Ima vrednost samo, ukolikor uspeva radikalno ponoviti. To, kar je novega, ne, vse so potem razne družine znotraj no-teatra, to bi da več veste, ne, so
pač je več družin znotraj te tradicije, bla, bla, bla. Ampak pri njih je popolna kontralogika. Ne šteje si izmisliti nekaj. Ideal je absolutna radikalna ponovitev. No, teater ni nekaj, kar se začneš učiti pri, ne vem, 18, 19, greš na faks. To je nekaj, kar v bistvu, kar živiš od malega, še preden se začneš zavedati samega sebe. Skratka, neki temeljni postulati so v štartu popolnoma drugačni. In zaradi tega pač smo se mi odločili, da tega se ne moramo iti, jasno. In potem smo k stvari pristopili na en drugačen način, na en oseben in kot se je izkazalo, na en etičen način. Ker to, kar je mene pa najbolj fasciniralo, ali pa bolj pritegnilo, ali pa kar sem začel s časoma razumevati, zakaj pravzaprav gre, da no igre, no drame, ali pa no teater, je teater, ki problematizira nek nemir, nek temeljni, eksistencialen, celo ontološki nemir. Zdaj, teh 250 približno no dram, od Zajamija dalje, utemeljitelja no teatra, skratka, nekih 5 kategorij, to sem že pozabil, herojske, demonske, pa tak, skratka nekih. Ampak, kakor sem jaz razumel, vse so okrog nekega temeljnega nemira, nekaj, kar človek, tudi ko je umrl, in te igre so meni najbolj všeč, ko je nekdo že kao mrtev in koliko duh ali pa demon se vrača. Skratka, ostaja nekaj nerazčiščenega, je nekaj neizgovorjenega, je nekaj, kar preprosto človeku ne da, da bi zares lahko šel nekaj. Jaz pač temu pravim, nek ontološki nemir, recimo to je ena točka. Druga točka je, da sem ziher, da Zajami ni vedel za antično ali vedel za staroruško tragedijo. Je enako, oni so odigrali par no iger, pa en Kjogen. In Kjogen je kao komična igra. Enako je bilo v Stari Grčiji. Tetralogija, 3 tragedije in satirska igra. Skratka, nekaj arhetipskega. Skratka, na 2 koncih sveta, v 2 obdobjih, ker seveda eni za drugi niso mogli vedeti, oziroma Japonci niso mogli vedeti za Stari Grke, isti arhetip. Tragična in komična maska. Druga stvar, zbor. Zbor v Stari Grčiji, zbor v no igrah. S tem, da je zbor v no igrah, kar pa je fenomenalno, ima pa eno čist drugačno funkcijo. Kdaj nastopi zbor? Nastopi takrat, ko pride do pretirane individualizacije, do pretirane samoidentifikacije. Takrat, ko recimo protagonist rata preveč razdražen, preveč jezen, žalosten, ne vem, karkoli pa že, da on se ne bi pretirano identificiral svojo emocijo, takrat prevzame vlogo zbor. Recimo, to spoznanje mi je bilo fenomenalno. To, če jaz prav razumem na japonskem, je pretirana identifikacija s samodoživljanjem ali pa samočustvovanjem, že nastopi vprašanje dostojanstva. Recimo, ta točka mene čisto fascinirala. Kdaj nastopi zbor? Kdaj rata stvar posameznika, individuuma, preindividualna, ker takrat bi ratala na nek način prepsihološka, prebanalna. In takrat stop, začne zbor in jo dvigne na neko arhetipsko, metaforično ali pa ontološko raven. Recimo, ta moment je bil meni totalno fascinantno. Ok, no skratka, to so neki elementi, ki so mene ful pritegnili. Najbolj pa, to pa Igor dobro ve, pa je pojem šiiteja. Šiite, kakor jaz razumem, ne vem popravljati, ali pa me popravite ljubeznivo, prosim. Ampak, kakor sem jaz razumel, pravim pa Igor, ko smo delali žabe, smo se ful o tem menili, ker sem bil pod takim vtisom. Skratka, šiite je, recimo mi bi rekli, protagonist. Glavna vloga, Hamlet, recimo. In, to stvar, jaz sem si prevedel, tako da vse, kar bom rekel, je že filtrirano skozi pač neko mojo izkušnjo. Skratka, glavni lik ima potrebo potem, da bi povedal neko svojo zgodbo. In vsi ostali mu morajo na nek način biti na razpolago. Oni ga suportirajo. Ok, ti imaš svojo zgodbo, Meta, izvoli, govori. Zdaj pa, temeljni pojem je sočutje, ampak ne sočutje v tem
rimokatoliškem smislu, ki ga poenostavljamo dosti krat in je pol to, kak si bogi, pa boga, pa ti bomo pomagali, pa tak dalje, Ne, sočutje je en kompleksen pojem, je lahko nekaj zelo okrutnega, krvavega, skratka, sočutje, in tu jaz razumem razliko med sočutjem Daljnega vzhoda in recimo rimokatolicizma, ki razume torej Daljni vzhod sočutje kot nekaj kompleksnega, kar pomeni, ko se zaustaviš v pripovedovanju svoje zgodbe, te bom na gobec, ker svojo zgodbo moraš povedati. Ne se zaustavljati pred svojo lastno potrebo po pripovedovanju zgodbe. Sem ti pa na razpolago scela, do konca, v vseh razsežnostih, v vseh momentih, elementih, fazah in stopnjah tvojega pripovedovanja, tvoje lastne zgodbe. Recimo, to pa je največja lekcija, ki sem jo dobil jaz od ukvarjanja z teatrom. Tu pa je zame vprašanje etike. In to zdaj, od takrat dalje, jaz to prenašam, sem prenesel na vse svoje početje, vse svoje ukvarjanje z gledališčem. Zdaj, a imamo neko zaresno potrebo, nujo po pripovedovanju zgodbe, takšne ali drugačne, ali ne. In na drugi strani, totalna pripravljenost, po principu tega sočutja, smo tu govorili. Seveda pa, ker pa živimo v Evropo, pa jaz temu pravim floating šite, pomični ali premikajoči se šite, da lahko znotraj posamezne predstave kdorkoli postane šite v kateremkoli trenutku, ker konec koncev vsi smo tu zato, da bi govorili neke zgodbe. Ampak, smem vprašati, takrat, ko šite govori svojo zgodbo, a ni pomembno, komu pove tole vaki, ta druga oseba? Komu pove in takrat ta zgodba oblikuje drugačna oblika, ne vem, enemu duhovniku pove ali eni, potniku pove. Pa naredi zgodba, tako da šteje zelo pomembna, ampak vaki, kdo je vaki? To oblikuje novo igro, tako gledam. Prav to razmerje, ker dostikrat se mi zdi, da tudi recimo, ko sedimo tako, pa pijemo pičke, pa en govori zgodbo, pa drugi kome čaka, da bo on začel svojo zgodbo govoriti na neko temo. Zdaj, kako bi ta vaki, zares biti vaki, hkrati pa pač, ker pa smo evropocentrični, pa seveda pol se lahko te vloge, jasno, mislim, gre zmeraj za komunikacijo, mislim, šite sam po sebi ne more biti, rabi zmeraj svoj odzven, mislim, rabi normalno, ampak recimo, se znam nehal, ta šite, to je, recimo, zame je bila to lekcija, sem pripričan za cel life, ne samo za teater, za vse skup. Imaš zgodbo, povejo. Nalepo. Gleda, da tebi je ta japonska dramatika oziroma teater res nekaj novega prinesel. Saj je ena posebna izkušnja se s tem ukvarjati. Zdaj smo govorili samo o teh dveh načinih, kako v Sloveniji uprizarjamo, kako smo se srečevali. Večinoma torej prek Mišime, ti neposredno. Ja, izvoli. Sem pa tudi fan Mišime, zdaj je šla izpoved Maske, je njegova autobiografija, 3 leti nazaj. Ja, super. Tudi ta njegova tetralogija, te romani Jutranja Zarja, Pogledi komi, pa že ne še Ja. To je meni pa nekaj najlepšega na svetu sploh in pol tip, ko se je ubil 70-ega z globoko obsesivno vero v cesarstvo in ne vem, se mi zdi, da je Ana, da nam manjka takih. On je bil en taki japonski Thomas Bernhard, se mi zdi. No, lepo. A se vi dva strinjate s tem, ko poznate to japonsko kulturo malo drugače? Ne vem, mene malo, tako da sem malo presenečen nad tem navdušenjem nad Mišimo. Zlasti to mi je zanimivo, ker recimo v Sloveniji za zadnjih 10 letih ali 15 ali 20, ki je pri tak ekstrem, kar se tiče japonske dramatike, ali čist klasično nov, ali pa Mišina in nič drugega. Še letošnje sezone v Abehovo. To se meni zdi zelo zanimivo, ker pač ta slovenski teater je malo obseden s teksti, ki se jih da interpretirati politično, družbeno-politično, ki imajo nek angažma. Mišima je pa tako, vsaj moj občutek imam, ker sem ga kar nekaj bral, pa tudi prevajal,
da je pa tako izrazito buržoazen avtor. Ne? Da pa tega absolutno nimamo noter. In to se mi zdi zelo zanimivo, da pa recimo, da pa glih njega, ampak seveda, to je spet posledica, kako se japonsko književnost promovira. Ne? On je samega sebe zelo dobro prodal. Ne? In recimo tudi preko teh svojih posrednikov, preko francoskih prevodov, ker recimo pa druga japonska dramatika je pa tako neslavno izvisela. Ne? Ampak naprimer zanimivo pa je, da Kobo Abe bil pa dosti priljubljen v vzhodnji Evropi. Je pa on član komunistične partije in so tudi neki Harald, takrat v 50 letih po vzhodni Evropi in nekako so mi pač malo bolj te vezi napletene, čeprav potem so ga vrgali iz komunistične partije. Ampak recimo njega so pa, glih ravno prijatelji so pa uprizarjali v Pragi, mislim, da je 2 meseca po sovjetski invaziji. Ne? In je publika čisto norela, ki se je tako identificirala z osebino. Tako da, kje sem sploh začel? Ja, z Mišimo. Ja, to se mi zdi zanimivo. Ne vem, kaj pa ti misliš? No, meni se zdi res to tako, ne vem, ali zdaj to posledi, ne vem zakaj, ampak zakaj Mišima pa nas tako zelo, a sem jaz nam pa nas, no, v celem zahodnem svetu tako zelo priljubljena osebnost, no, kaj pa ti misliš? Nič ne vem. Nimaš mnenja. Če lahko me se zdi, da sploh to ne drži, da bi bil tako samo Mišima priljubljen. Glejte se, v Sloveniji se ogromno igra in če so od teh ogromnega števila iger 3 predstave, od Mišine pa res to ni. No, resnica je, da se je do letos od japonske dramatike uprizarjal samo Mišima, no. Na slovenskem. No, osebno, če lahko rečem, moram reči, da meni bi bilo čisto vse, kako bi se pisal. To si pa tudi mislim. To si pa ja. Ne pomembno, da se piše, odkje je prišel, pa kako se piše. Kar nekaj drugega iščeš, mislim, tekst na drug način razumem, ne gremo okrog preko Noja, pa preko Japonske, pa zgodovine. No, mislim, tukaj sem jaz malo bolj kritičen. Vse smo seveda mi na različnih poljih, to je ne, tukaj sem pa jaz malo bolj kritičen. Dejstvo je, da pač japonska kultura ima neko auro, ki se je tudi sama malo ustvarila in tudi uspešno izvozila. In vse, kar ki ima pridih japonske, se definitivno se vrednoti drugače, kot če bi bilo, na primer, odkot drugot. Mislim, tukaj pa sem pa jaz zelo pripričan, da če bi ta tekst, te no-igre, ok, zdaj no-igre so itak samo na japonskem napisane, ampak če bi nekaj podobnega bilo nekje tukaj okrog napisanega, bi definitivno imeli gledališki ustvarjalci tega drugačen odnos. Ker to je pa tudi, ja, ker ta odnos do japonske pa že tako nekako stereotipiziran in nekako ponotranjen, da to je sovražno, no. In sem zelo skeptičen, da bi zdaj zgolj in samo gledali vsebino teksta in da bi imela naravnost morda super, ampak smo tukaj vse malo zadržke, no. Ja, se strinjam. No, Nagisa, kaj pa ti misliš, ker smo to govorili o teh no-igrah, tebe bi si upala vprašati, no, kje ti vidiš to, mislim, odnos Mišime do no, oziroma kako bi to kakšen se tebi zdijo, na primer, te Mišimove igre v odnosu do Noja? In če misliš, da je spet najprej jaz moram se upravičiti, da jaz sem čisto navadna japonka, ki je smerjena na jezikoslovje in nič nisem študirala gledališče, tako da gospod Jelne je več povedal o no-igri. Tako kot ena japonka, če smem povedati, no-igra mene zelo zanima, zato ker tam gleda eno zgodbo iz druge strani, kot mi gledamo ponavadi. Kje je ta točka? To je smrt. Tako kot da Jernej pogledal prej, pa večinoma šteje tisti, ki je že mrtev, ampak ne more umreti, pa ne more iti na nebesa ali v pekel kamorkoli. In on gleda naš svet in kaj pove, da njemu
da koga prosi, da njemu rešuje, pol ta Waki, ta druga oseba njemu reši, pol to je zaključek ene nove igre. Jaz sem mislila, takrat, ko sem brala najprej nove igre od Mishime, pa Mishima je vzela te oblike in pisal te 5 zgodb. Tako da v 5 teh igr, naprimer ta pot za čakanje, ne, to tudi od smrti, ta pot do smrti. En človek, če enkrat gleda eno smrt, pa čist drugačno gleda življenje. Ne, to jaz si predstavljam, ali pa ne vem, nekdo samomor naredi, pa nekdo, ko gre v vojno, drugačno gleda naše življenje. In to mi gledamo v novi igri. In Mishima je to hotel narediti v novi igri, ampak je modernizirano in teme so, naprimer, Genji, Princ in dvorne gospe. Te tradicionalnih zgodb je vzel, ampak je oblika pa to. In je ne prej rekel, ta nova igra je, oni ponavljajo ponavadi isto novo igro, oziroma iste nove igre. Je nova igra narejena leta 14. stoletje. 14. stoletje. Potem 17. stoletju Tokugawa Shogunate odločil, da nove igre so te pa te. Od takrat so morali, oziroma to so določene nove igre in kdo, kakšne vloge so, kakšni zbori so, to so napisane in ne smejo tega spremeniti. Tako da pri tem ponavljajo. Ampak Mishima, pa tudi drugi avtori za nove igre, to nekako iz tega okvirja ven hočejo iti, ampak še vedno druži to obliko, oziroma to obliko, ki je ta osnovna oblika, ne, v novi igri. Ta flautista, oziroma tisti, ki se ukvarjajo z novo igro, včasih slišam, da bi radi poskusili nekaj novega, zato ker v novi igri nič ne smejo kaj novega delati. To je zanimivo, ker zdaj sem jaz malo to bral, ne, da Zeami je pa napisal, da bi se moral konstantno prilagajati novi publiki. Da šele v Tokugawa, takrat v 17. stoletju, ko so končno natisnili, od takrat naprej se pa ni več spremenil. Ampak v bistvu so šli kontra osnovni ideji, ne. Če to ni bil namen, da pa zdaj to zamrzneno v času. Tudi, če nova igra nič ni mrzljena, pa nič ni prazna. Zato, ker, ko sem jaz prvič videla novo igro, meni je bilo čisto dolg čas. Jaz sem čisto zaspala, pa nič ne razumem, kaj govorijo, nič ne razumem, kaj pojejo. Pa mi je bilo dolg čas. Potem sem študirala v knjigah, pa v ljudje. Pol v novo igri je veliko literatur, pa veliko zgodovin. Ko gledam to v novo igri, tisti prazen odr se dogaja veliko stvari, da lahko, ne vem, v enem prostoru, lahko je na morju, lahko je v nebesi. Čist prazen prostor, ampak tam lahko vidim več stvari, zelo ogromne stvari. In od tega svojega študija, imam zdaj rada to novo igre. To pa ni isto, da gledamo kabuki, ki meni pokaže, kaj lahko gledam. No, to pa lahko sam vaju vprašam. Koliko je za japonsko gledališče so pomembne te tradicionalne oblike in koliko je pravzaprav na japonskem, tako kot pač posod po svetu? Kaj za novo igro? Mislim, koliko je za neko gledališko dogajanje, pa za publiko, pa za ljudi tako, koliko so pomembne, naprimer novo gledališče,
koliko je to prisotno in ne vem, živo in pomembno vizavi, na primer, sodobni dramatiki ali drugim tipom gledališča? Ja, predvsem je to neposredno subvencionirano, ne? To tradicionalno gledališče. Imajo te, jaz sem zdaj to prav gledal, sem se naredil statistik, sem še prav gledal. Se pravi, obstaja nek urad v sklopu Ministrstva za kulturo, ki skrbi prav za nacionalne teatre. Teh nacionalnih teatrov je že 6, eno nacionalno gledališče, ki skrbi za kabuki, pa neke druge te oblike, ki so manj znano, potem nacionalno Enge je tudi neka oblika, potem to nacionalno nacionalno Bunraku in potem še nacionalno to zahodnjaško gledališče in okinavsko gledališče. Prav teh 6 teatrov je neposredno subvencioniranih. Se pravi, od teh 6 je samo eden, ki se ukvarja sodobno zahodnjaško in tudi japonsko dramatiko. Se pravi, to je nekako zaščiteno, se pravi, da imajo direktno financiranje. Potem je povedno še veliko kakšnih ljubiteljskih skupin. Pa na vsaki vasi. Samo tako je, jaz lahko samo to povem. Jaz sem videl en nov in dvorana ni bila polna. Bi se človek mislil, da v Tokiju, ki je vele mesto, da to vse ima neko svojo konstantno publiko in je žal, je bila dvorana pol prazna s tem, da predstav nimajo vsak dan. Tako da to mi je bilo tako malo, zdaj ne vem, čemu je bilo to krivo, morda ni bila taka produkcija, da bi bila zanimiva za več občinstva ali kaj, ampak tako. Ampak v enem na vasi, v templu, pa v sintoističnem svetišču imajo vaški nov odor in tam pa igrajo vaščani tako po svojem načinu, seveda niso profesionalci, po svojem načinu, za kakšne predviditve novo igro igrajo. Pa vaščani pride gledat, pa veselice. Pa oni poskušajo slediti tem tipu prizarjanja, se trudijo, da bi tako kot une uradne družine ali skupine, te, ki gojijo tradicijo. Ja, kakor jaz sem razumela, tako, ampak nimajo, ne vem, tako lučikarje, nimajo, ne vem, kakšnega takega dramaturginje, ampak pa delajo tako kot dogodek za veselico, igro. A to delajo klasične tekste ali ali tudi svoji sami kaj napišajo? Ne, klasične. Kakšne tečaje imajo, pa mnogi pridejo igrati, lahko se učimo igrati. Mogoče treba samo vedeti, da koliko sem jaz razumel, da pač teh 240, koliko je teh igr, to so kao klasični repertoar, da zdaj so sodobna japonščina nekaj čez drugega, da je nemogoče razumeti. Enkrat, ko si navajen, pa razumeš. Če si navajen. Ampak drugačno ti Japonci imajo prevode, zato da lahko razumejo. Drugo, kar pa je, da je to, recimo, to je kodiran teater, kar pomeni, da tam, ne vem, če je pač samo moški špilajo in če je pahljača, da če je pahljača razprta, zaprta pod tem kotom, onim kotom, da se točno ve, to je znak za to, glava tako je znak za to, glava tako je, skratka, to je en vokabular, ki je, mislim, brez nepoznavanja tega vokabularja sploh ne moreš vstopiti. Je pa obsesivno zakodirano. Mislim, tam je vsak nagib, ali gre tako, ali se bo tako postavilo, ali tako, pa te pahljačke, pa skratka, vse je znak, tako kot je pri nas pač govor, je mej, pač to je neko ime, ali pa ne vem kaj, fotoaparat, tam je že na nivo geste, na nivo pozicije glave, roke, smer, oka, skratka, to je en totalno ultimativno, radikalno domišljen in zakodiran sistem, do katerega seveda tudi sodobni Japonci nimajo, mislim, nihče pravzaprav nima upogleda. Pa ni to tako v čajno gledu? Recimo,
tečajnem ogledu je treba delati, treba točno postaviti šalčko tako ali 7 mm naprej od te črke, ampak za temu so logike. Ne? Ja. In takrat, ko razumemo logike, to gre zelo tekoče gre. No, je pa res, da ta tip gledališča, ki je sicer nam denimo neberljiv, jaz ga nisem sicer nikoli videla, no, ampak lahko fascinira, kolikor sem razumela. Brala sem neke opise nekih ljudi, gledališčnikov sicer, ki jih je to popolnoma prevzela, tudi če mogoče ne poznaš tega vokabularja, ker te pač, ne vem, s svojo sugestivnostjo, z specifičnim ritmom, intenzivnostjo. No, sicer, mislim, da gledališče lahko prevzame konec koncev, tako kot te lahko prevzame gledališče s predstavo, ki ne razumeš, ne vem, besedila, naprimer, če je v tujem jeziku, pa ima neko moč, ki gre preko tega. Ko sem jaz to gledal, sem gledal res samo enkrat. Jaz sem dobil res občutek, da pri teh tradicionalnih zadevah, se pravi no in kabuki, da je umetna luč precej pokvarila. Da je umetna luč tam v tej predstavi precej pokvarila neko iluzijo in nek učinek. Ker si predstavljam, da če bi bilo to, ne vem, z baklom osvetljene, ali pa v temi, ali pa ne vem, proti večeru, in to se tudi čez dan igra, da bi to precej malo bolj drugačen način kot vseeno. Ker pač nekaj o tem pišete Nizaki, Hvanici, Senci, kako ne vem, nekaj umetna luč ni v redu za japonsko estetiko, take stvari, ne, ampak to dejansko se tukaj videl, no. Meni je nekaj bilo narobe, Ti si moral iti na vaško igro. Ja, najbolj bi mogel res tudi na vaško igro gledati, pa z ognem osvetljeno, ne. Ti nekaj si da videla? Ne. No, prej si... da ne gledam na ta način, no, nekaj da bi... No, vse to si mislim, da nisi se odločila to uprizarjati zaradi tega, ker bi videla nekaj. Sem pa seveda brala, pa roman okrog tega in poskušala razumeti tudi, ne, seveda, ampak točno to, kar je on rekel, nemogoče je najprej ti obvlada ta vokabular in potem še mislim, da tudi publika to obvlada, to je nesmisel, ne, to je tako kot, kaj se, če to primerjam, da je zelo klasično arhitekturo japonsko, pa z modernim Tokijem, to sta dve stvari, ne, ki sta povezane pa na en drug način, ne, ampak človek je še zmeri merilo za obe dimenziji. Jaz sem tukaj nekaj interveniral, da zanimivo je, da no teater se je začel Kanami, ki je oče od Zeamija, ne. On je začel z veliko bolj realističnimi teksti, ki so bili veliko bolj dostopni publiku, ne. Zeamij, ki je pa prišel potem direktno pod protektorat Šoguna in je imel stalno financiranje, pa začel pisati veliko bolj intelektualistične pa poduhovljene zadeve, ki jih tudi v celoti tista publika ni razumela. Sprav, on je bil že takrat za tisto publiko, ki je bila, recimo temu, izobražena, zelo ekskluzivna, pa še za tisto publiko so bile kakšne stvari zakodirane, kar je noter vpleto in kupenih citatov iz kitajske in japonske poezije, besedne igre bolj ali manj zapletene. Ne. Ker hkrati je pa še zmeri obstajal nov teater, ki je pa veliko bolj realističen, najbrž tudi s kakšnimi specialnimi efekti, ampak potem se tista struja nekako ni obdržala, ker potem je pa že Kabuki prevzel ta spektakelski del teatra. Nov teater, ki potem ves čas se razvijal pod protektoratom Šogunata, je vzdrževal to zelo visoko umetniško držo. Tako da jaz mislim, da nov teater je za vse težek za razumeti, ne samo za nekoga, ki ni Japonec. Ja, se moram reči, da mislim, da je Mishima, vsaj z mojega stališča, diletantskega, pravzaprav evropski avtor, ne. In to njegov občutek za žensko pisal, za ta čustva je pa toliko, kot sem razumela, v bistvu je zanimivo, ker sem pozneje odkrila, on je bil gej, ne. In je ena druga miselnost, ene druge stvari se pri njemu bolj čutijo, kot kje drugje, ne. Tako da je so zanimive povezave. Kaj sve, če sem te avtori, ki so njih bolj za svoje podnarikovaje je malo, ne. Moram pa reči, da
nekako kot bolj evropski avtor, seveda z velikim vedenjem o Noju, o Zenu in vseh stvarih. Ja, mislim, Mishima je res nekaj zelo fascinirala evropska tradicija, zato se vidi v njegovih dramah, ne vem, Markiza de Sade, vse je očitno. Francoska kultura. Zelo ga je tudi fasciniral francoski simbolizem, ne, to pa tudi, ne, kaj je recimo francoski simbolizem ena iz enega zelo banalnega razloga, ker francoski simbolizem pa ena izmed prvih teh evropskih stvari, ki se jih začeli tudi malo bolj masovno prevajati v japonščino, takrat v prelomu stoletja, ne, tako da nekako se ta romanticizem, pozna romantika pa simbolizem se pa nekako klopilo na japonskem pa Se to se pozna v teh modernih dramah, se mi zdi, da pravzaprav jih ali vsaj mi beremo preko tega lahko, te Mishimove pač. Ampak glede na to, da se prej malo razburil nad tem Mishimo in da vse je najbolj res, da si je znal ustvariti zelo dober imidž, tak, ki je tudi pol zelo uspešno prodrl v Evropo in Ameriko, tako na odre kot pač v literaturi. No, ampak, če že imamo letos prvič še enega drugega japonskega avtorja, mislite, vidva to najbolj poznata, jaz žal ne poznam ničesar, no. V japonski dramatiki torej je še kaj takega, kar bi... Ne, mene bi zanimalo čistko, ne da se dela ta reklamo, no, ampak da malo nekaj poveste, ja, kaj ne mara poznata iz tega, kar bi bilo za nas lahko začelo iz japonske dramatike. Ne, iz japonske dramatike. Ja, jaz priznam, da sem se šele zdaj začel malo sistematično s tem ukvarjati, ne, ker recimo ta Kobo Abe, čeprav je pri nas bil prvič predstavljen, mislim, to je bila najbolj logična izbira, ne. Tukaj meni ni pa treba nič raziskovati, ne. Kobo Abe je pač klasik 20. stoletja, znan je po svojih romanih, znan je po svojih dramah in prijatelj se najbolj zna njegova drama, dajmo to naprej povedati, ne. In sem se tudi naprav, ne, da pač nek tak res konkreten tekst daš. Drugače pa japonska dramatika 20. stoletja pa ogromno teksta, ogromno različnih usmeritev. Zdaj, to je bil zelo bogat proletarski teater, ne, se pravi, od prve svetovne vojne pa nekaj do konca 60-ih let, ne, ki so zelo take socialno angažirane drame pisali. In od tega je polno, pa tudi danes se ogromno piše, ne. Režiserji imajo svoje skupine, pišejo drame, veliko se dela, no. Izbereva. Bova. Na eno leto, to se pogovarjamo. Ja, ne, mislim, tako je, zdaj materijale, ki je na razpolago, je kar nekaj, ne, samo zdaj pa to najprej malo prebrati, pa pogledati, kaj je za nas zanimivo, kaj je... Ja. Kaj je za Slovenijo zanimivo? Ker ni zdaj vse, se to je pokar povsod, no. Gisa, ti si mi obljubila, da boš nekaj povedala, kaj si pa ti osebno misliš o Mishimi? Ja, najprej, a sem kaj obljubila? Ne, no. Ne, o Mishimi jaz sem brala, ampak zdaj, kar ste vi govorili prej, ne, če smemo o tem povedati, ste rekli, da Mishima tako prav kako ženske mislijo, zna pisati. In kar mene je zanimivo kot jezikoslovec, Mishima je uporabljal veliko kitajskih besed. Hanži besed iz kitajske. Ne vem, če bi primerjala v slovenščini veliko nemških besed, je to prav? Ne pa slovanskih besed. Tako samo mislim, jaz bi to imaš popolnoma prav, ja, da je pač veliko uporabljal teh tujk iz kitajščine, ki jih lahko nekako sporedimo z našimi germanizmi, ampak jaz bi prej to dal za primero rajš to, no, preciozite, no, se pravi, malo cvetličeno, no, malo punštno. Ja, malo izumetničeno že skoraj, ne, se ti ne zdi. Ne. Ja, mislim, ker ima res take besede, da ne veš, odkot jih je privleko. To. Kar meni niso zelo blizu. In te besede, no, tako kot Estok rekel, da ne uporablja
uporabljamo vsak dan in vidimo samo v Mišimovi literaturi. In je res, da Mišima zna take detalje oziroma, kako se reče, take lepe koščke v srcu zna pisati. In zdaj, zakaj je to? Ponavadi mi mislimo, kitajske besede so trude pa za politiko, za pravilo, za take stvari. In japonske besede so za pesmi. Zakaj je to? To pa mene zdaj vprašanje. Drugače pa en filozof, Hiromatsu, če ga poznaš, ki je že umrl, on pa veliko kitajskih besed uporablja, da bi povedal natančne misli, kaj on hoče povedati v svojem smeru. Tako da mogoče kitajske besede ima take, kaj bi rekla, funkcije, vloge, da kaj točno pove, kar nima japonska beseda. Recimo Mišima, to, kar ste vsi prej zelo lepo rekel, da je on res znal ta čustvena razmerja zelo natančno pisati. Ne. Malo manj znano dejstvo pa je, da je v bistvu on bil komercialno bolj uspešen po svojih romanih za ženske. Ne. On je veliko pisal tudi romanov od listkov za časopise. On je, ne vem, kar bi skoraj 20 romanov napisal, ne. Ker si jih je tako malček sramoval, ampak ja, to mu je prinašal denar. Ne. In to je bil strašno, so ga dame rade kupovale in brale to, tako imenovane ženske romane. Zakaj imamo rade? Ja, ne vem. Se tako čutim to prepovedane barve, kako že ta? Prepovedane barve niti ne, ampak recimo, ne vem, ne poznam naslov, ker to so zadeve, ki so pozabljene, ne pač te ženski romani, to se pa ni več, to je šlo. Recimo Kawabata je isto, ne. On je tudi blazno priljubljen tudi po svojih teh romanih v podlistkih za časopise, ker tudi potem v nobeni antologiji niso bili več ponatisnjeni. No, pa se cel kup tudi evropske velike literature nastala v tej formi. Ne vem, se Dostojevski je tudi pisal za podlistke. Tudi Murakami. Ja. Najprej. Ja, ampak to je prav poseben žanr, razumeš, ne? Ja. Ja, ta V teh romanih zdaj ne govorimo več, ne? Ja. To je pač, okay, danes bi temu grdo rekel šunt, no. Ja. Lahko sem vprašanje postavil. Ja, prosim. Jaz bi za režiserja imel eno vprašanje. V bistvu se mi zdi, da zdaj v bistvu gledal sem posnetke na televiziji od Nodra Matej Koležnik in me v bistvu ta slika presenetila. Imam občutek, da obeta neki, kar Mateja Koležnik mogoče doslej ni dela, nek drugačen ambient je, projekcije na telo, tako obeta nek, bi rekel, malo drugačen gledališki jezik, kot ga jaz nekako povezujem Matejo Koležnik. Pol recimo Jernejev v prizoritev Veter v Arboru se mi zdi, da je v bistvu neka zareza v tvojem opusu. Tak občutek imam, da je nek drugačni tip pristopa k delu ali neki mogu biti tam na delu. Imam občutek tako, da se je nek register odprl za tebe kot režiserja. Mogoče se motim, mogoče bo že kje to prej, kar nisem videl, ampak nek moment razširitve registra si ne zaznal. To se mi zdi pa mogoče pri vas, nisem čist prepričan, ker ste delali pač predvsej teh ambientalnih zadev že v nekih tudi verjetno ne samo v Sloveniji, tudi izven, ampak hkrati se mi pa zdi mogoče, da je ta ambient zgori imel nekaj posebnega, pa uporaba lud, tudi scenografija je bila drugačna, verjetno bolj tudi nek prostor manjši, bolj komorno, pač in tak občutek imam, kot da v bistvu režiserjem vam srečanje z nečim, kar mogoče ni upeto v nek evropski kanon, omogoča določeno mero svobode, ki je sicer pri nekih evropskih klasikih ne bi imeli. Pa mi zanima v bistvu vaš komentar
na to? A se motim, ali ste razmišljali o tem? Jaz bi še na Laško, prosim. Ma ne, jaz mislim, da delamo imaš prav ful. Mislim sicer, da se ta zgodba, mi smo to ravno predelali v Restejo, predtem, meni si, da se je nekaj pri Resteji složno, kar pa se je nekaj, ja. Ma ne, ali pa recimo tudi še nekunda, da smo smo že predelali, ampak ne, ampak imaš pa nekaj prav. Takrat je meni ravno, predtem 6 mesecev nisem nič delal, in sem si vzel to pauzo in sem bil v eni globoki krizi in tak, in potem stvari nekako so se, jaz mislim, da imaš delno prav, da se tu nekaj zgodilo. Ampak tudi to, kar sem na začetku že govoril, se mi zdi, da takrat nismo pojma, kaj smo sploh pogledali. Da še s časom, za nazaj, mislim, da si to fajn detektira. Tudi ko smo se z Matejo pogovarjala, Brednja je začela delati v Trstu in ko je delala v Trstu, glede na to, da je ni, ampak sva bila dobra prijatelja in ne bo zamerila, če rečem, kaj se mi zdi, da je tudi ta projekt bil zanje važen in da jo je nekako postavil morda malček izven nekega ravnotežja, ki ga je sicer majna. Tako da mislim, da si dobro detektiral. Ja, jaz se strinjam, čeprav, ker pač izhajam iz prostora, sem zelo vesela, da imam možnost, da mi prostor na nek način ponuja nekaj drugega. Se pravi, ne, da je tendencija odra, ampak da je prostor in tudi na odru pravzaprav poskušam razbijati to tendencijo, kadar je le možno. In to je vsekakor točno drži, ampak zdaj, ko smo že pri Mateji, moram reči, da z Matejo smo takrat to skupaj, ona je bila formalno kot asistentka pri tej moji prizoritvi in smo veliko mleli točno te stvari, kako definirati, oziroma kako v nek ambient. Tako da se mi zdi pa zanimivo, zame je bila to, kar prelomna na nek način, predstava, to je le že zgodovina končena, ampak mi je bilo žal, da te možnosti ambientalnih stvari, tudi ta družinski album je bil ambient, ki je bil v remizi, da ni bilo pol več nekak možnosti, da je ta nekak konvencija, ki je pa zanimiva po svoje zlom, ker je izziv neke druge vrste, in ki se ga na vides manj opaša, ampak dejansko je pa po svoje večji in težji izziv. Ja, Mateja je imela tudi to, je bila kar zraven, da so zelo dolgo sodelovali, mislim, v začetku. Ampak scenografije zdaj pa niste delali pred tej? Ne, jaz nekaj časa že z njo ne delam, vse, če bi bila tu, ona bi kaj več še povedala, tudi o tej prijateljih in tako naprej. Je pa tle zdaj nek premik, mislim, da ga točno skozi prostor se je zgodilo. Se je že zgodilo. Medtem ko pa pri Jerneju, pa mislim, da je prelomna predstava Črine Kunta, ki je mene vrgla, ki se mi je zdel, da je to pa tist premik, ki bo, ta je bila pred temi vsemi, kjer se bodo stvari obrnile in kjer se bo takrat šlo zelo navzgor. Mislim, tako en tak res temeljni premik v nekem času, ki je bil. Tako se meni zdi. Zelo imam pred očmi. Jaz sem v prostor zelo veliko vlogo, s Hojnikom, zelo veliko postavitev in tam se mi zdi to, kar je, sem tudi pol pri tem govorila pri svoji igrici, vprašanje detajlov, vprašanje mizanscene, ne kot neke konvencije, ampak detajla, pogleda, premika, drobnarije, kako tisto začne govoriti. Tako da bi mirno rekli, da je to ena zelo zanimiva nova igra, moderna. Nekaj si še hotel? Ja, nekaj sem še hotel, ja. Tiho si dobil zdaj. Ja. Ne, meni se zdi, da tudi, da pozabimo na eno stvar, da v začetku 20. stoletja v literaturi, pa slikarstvu, pa zgodovinopisu se je to sicer že prezgodilo, ampak da Evropa je ratala zasičena že sama sabo in ni imela več načina, kako bi pač znala pogledati nase, pač malo z drugačnimi očmi. In seveda, en od temeljnih načinov je bil iti nekam drugam, pogledati neke drugačne tradicije. Kar se teatra tiče,
Se vemo, to balijski teatr, pa tako. Jaz mislim, da vse te od balijskega teatra, Katakalija, pekinške opere, Neugierr in tako dalje, da so v bistvu domislili nekaj, kar je teatr 20. stoletja v Evropi šele izumil, ali pa si domišlja, da je izumil. V bistvu so pa to našli pravzaprav tam. Če je teatr zaradi moderne, zaradi romantike se zagledal v samega sebe in potem padel že na svojo lastno emotivnost, na katero je masturbiral do neskončnosti in tako dalje, da je potem našel v bistvu v teh tradicijah je našel nekaj bistvenega, nekaj ključnega, tudi v teatru. Morda je najmanj tekstov pri teh velikih avtorjih neposredno vezanih za gledališče, ampak v bistvu gre za isto izkušnje. Mislim, da je teatr 20. stoletja, to bi ti znal več povedati, ziher, ampak sem prepričan, da dolguje tudi teatru, mislim, toliko, da nam še ni jasno, kako pravzaprav. Teatr znaka, recimo, ne vem, ali bil to Barot ali bil Bruck, kaj. Skratka, ena od teh velikih družin teatra so bili v Parizu, ne vem, katerega leta. Ali je to celo pisal, Japonc, Yoshi Ueda, ja. Ali je Yoshi to celo pisal? Ni bil v teatru, ne, ali je bil v kjerem. No, nima veze, skratka. Tam je vloga ene mame, sin umre in ona gre tako, nekaj in poje in pol samo v enem trenutku se ustavi in pogleda v luno in gre dalje. In jo ta, ali je bil Yoshi, ali Barot, ali Bruck, ali nija veze, jo vpraša, da pač vpraša tega igralca, da pa kaj takega, da pa tam pa se je vse tako, ne? V čem je fora, kako si to dosegel? Kaj počneš, ne, da ti je to ratalo? In on pravi, ne, sam se mi zdi, da mi je ratalo, da sem res znal težo na stopalih razporediti, res, da sem našel center stopala. In to je to. Skratka, koliko globoko iti v identifikacijo samim sabo, koliko nasest na to, jaz še zmeraj namreč mislim, da smo globoko v moderni, da še nismo v nobenih postmoderni, da še zmeraj pač je pozicija subjekta zaznamovana in obsedena s samim sabo do konca. Medtem ko te tradicije, vključno z teatrom, pa so nam dali točno to izkušnjo. In da vse to, kar so delali že Rusi, ali pol Brecht, ki je najbolj znan po tem, kako se je špilal, objekt, subjekt, pa blizu daleč, da pravzaprav vse to dolgujemo tem tradicijam. V to sem pa ziher, absolutno. In da nas tu še čaka raziskava. Da so oni šli, jaz sem malo še zmeraj frustriran, ampak da so oni šli v tem smislu absolutno že. Kako pozicionirati to razmerje med subjektom in objektom, in kje sem jaz pravzaprav. In se bojim, res, da karkoli si že domišljamo, da še zmeraj smo globoko ujeti v čas Lermontova in zgodnjega Prešernova. No, vse tam je tudi kaj dragocenega, je pa res, ja, da so ta srečanja. Ja. Je pa prav, da se resetiramo vsaj. Absolutno, ja. No, se mi zdi, da to, kar si zdaj povedal, je verjetno res ena najbolj bistvenih stvari, ki jih malo zapovedati, mislim, o kateri je vredno razmišljati, no. Kaj nam pravzaprav, nam odpira, s čim se moramo, kako moramo sami sebe na novo razmišljati, no. Zato se moramo srečevati s temi tujimi tradicijami. Ne vem, bi kdo od vas kaj povedal, vprašal? Lepo prosim. Lahko samo malo pokomentiram, po mojem. Pač to, kar si zdaj omenil, pač, da smo v času Lermontova, v bistvu, in to, kar si prej omenil, se pravi srečevanje z nekimi drugimi kulturami, verjetno pač sopada z nekim obdobjem kolonializma. Pač evropskega, pač države, te velike države, ko so imeli kolonije, so pač se s temi teatri srečevali okolje in pol pač postopoma uvažali, verjetno je pač povezano s tem, kakve so te možnosti transporta. Ja, tak, v bistvu mislim, da je to pač celo bolj pač
19. stoletje, pa takrat se to začne po mojem stopnjevati. Pa prenosi, pa prvič tudi teater, v bistvu prvič rata izrazito mobilno po 19. stoletju. Se pravi, tudi čez Atlantik grejo gostovati. Prvič pa, mislim, da je verjetno s tem obdobjem povezano, da kakšne azijske skupine, predvsem plesne, prvič pridejo v Evropo. Pa se to mi razstava, Ja. se to začel, ne? Se to v tem filmu od Michael je Topsitter zelo simpatično prikazan, ne? Sta bila ta Gilbert in Sullivan brez inšpiracije za nadaljno opereto, so šli na svetovno razstavo in so tam videli japonsko vas in so pa tako naredili opereto v japonskem stilu, ne, je bila uspešnica takoj, ne, se pravi, eksotični kostumi, imena, gibi, se tako tak zelo zanimiv film za videti, ne, kako zelo rekonstruira, kako se je to sprejema, da obravnava. Zdi se mi, da smo Evropejci tako dovzetni, ne, koliko se le da. Se branimo sicer, ampak smo zelo dovzetni, ne. Od renesanse do preko Turkov, do skozi pride neka novost, se nekako, najprej se je zelo branil, pa se pa vendarle zaleze, ne, in ima posledico, ne. Hvala Bogu. Mislim, da so tudi zelo Japonci zelo dovzetni za vse, da nekaj Ravno včeraj sem bral nekaj o Kabukiju in tam je zelo natančno, je sedaj rekonstruirati, kdaj se je to začelo. Se pravi, tam je bila neka svečenica, ta Okuni, ki je začela s temi nekimi rituali, pa to na enem posušenem rečnem dnu, ki je bil brez lastnika in zato so lahko tam nastopa. In seveda v modi tistega časa je imela tudi krščanski križ za vratom, ampak čisto tako, ker je bilo to modno, ne? Zato je dokazala, da sledi modi. Ne? Tako da vse to dovzetnost, ja, Japonci so zelo dovzetni za vse, kar pride od drugod. Kako ki pa še spravo? So tudi zelo hitro so tudi zahodnjaški teater pograbili, ne? No, zdaj pa mogoče še vsak posamično se pogovarjal na to temo. Jaz se zahvaljujem, ne, hvala vsem gostom res za izjemno prijetno popoldne. Hvala vam, ki ste prišli. Povem, da se bomo jutri pogovarjali z režiserji, tako da vljudno vabljeni. Predvsem pa danes seveda vabljeni še na predstavo Mišima v režiji Mateje Koležnik in seveda potem lahko in vas vabim, da pridete v kavarno, ki bomo poslušali glasbo Mitje Vrhovnika Smrekarja, njegovo avtorsko glasbo, ki jo piše za gledališče, tako za naše, kot za vsa ta naša partnerska gledališča, s katerimi se tukaj družimo v tem našem festivalu. Hvala lepa vsem, ki ste prišli.